prinašamo dan. Pesmica naša srca oglaša, Božja ljubezen prenaj iz nas. Pozdravljeni otroci, danes smo že 21. dan Šmarnic. Pa začnimo najprej s križom. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Včeraj ste poslušali o molitvi, da pogosto molimo, da so mučenci le odrasli ljudje, ampak to ne drži popolnoma, saj je bila Marija goreti mučenka, ki je umrla, ko je bila še skoraj otrok. Vanjo se je zagledal sosedov sin in jo je hotel imeti. In ker se mu je Marija ni vdala, jo je v jezi umoril. Marija mu je na smrtni postelji odpustila. Danes pa bomo govorili o dobri in ponižni živili. Pravzaprav sploh ni pomembno, kakšno delo opravljaš, koliko si star in na kakšnem položaju si. V vsakem primeru lahko postaneš svetnik, je zamišljeno dejal Peter. Zato lahko tudi ti postaneš svetnik, se mu je zasmejala Tamara. Ali pa ti, ji ni ostal dolžan Peter. Svetništvo je kot zaklad, ki ga je nekdo našel na njivi. O tem je govoril Jezus v Evangeliju. Jo je prekinil Serafinček. In tega se je dobro zavedala tudi sveta Marjeta Weiss. Kdo je bila ta svetnica, je zanimalo Manco. Marjeta se je rodila v Švici pred približno 200 leti. Družina, v kateri se je rodila, je bila zelo verna in Marjeta je vse življenje živela na domu, kjer se je rodila. Opravljala je gospodinjska dela, skrbela za svoje starše, potem pa še za brate in sestre. Kaj je bila pa po poklicu, je vprašala Tamara. Bila je šivilja. Svoje življenje posvetila delu v župniji in svoji družini. Se je poročila, je bila radovedna Manca. Ne, nikoli se ni poročila. Odločila se je, da bo ostala samska in bo svoje življenje posvetila delu za svojo župnijo in družino. Poučevala je vero, obiskovala bolne in umirajoče, dekleta pripravljala na zakon in materinstvo ter razširjala verski tisk. Zakaj pa ni šla raje v samostan? Ker je bila zelo pobožna in je veliko molila. Toda vedela je, da jo Bog ne kliče v redovniško življenje, temveč želi, da mu služi tam, kjer je, v svoji družini in v svoji župniji. Potem pa ni imela težkega življenja, je pripomnil Peter. Vsak človek ima svoj križ, ki ga mora nositi v življenju, ga je zavrnil Serafinček. Marjeti je križ predstavljala njena svakinja, bratova žena. Ta je zelo grdo ravnala z njo, ter je bila do nje žaljiva in groba. Vendar je Marjeta vse žalitve mirno, ponižno prenašala. Joj, jaz ne bi mogla, je vzdihnila Tamara. Svakinja je težko zbolela in prosila Marjeto, da bi iztregla. Marjeta je kot prvi kristjan sproti odpuščala vse žalitve in svakinji predano stregla, dokler ta ni umrla. Ta Marjeta je bila pa res prava svetnica, je priznal Peter. Drugi križ pa je bila njena bolezen. Zbolela je za rakom na črevesju in prestala težko operacijo. Priporočila se je Mariji in jo prosila, da bi ozdravela. Marija je uslišala njeno prošnjo in pri Bogu prosila zanjo. In res je Marjeta čudežno zdravela, je zaključil Serafinček. Župnik je bil gotovo vesel takšne pomočnice, je modrovala Manca. Seveda je bil vesel, kaj pa misliš, je potrdil Peter. Tudi naš župnik bi potreboval takšno vernico, je dejala Tamara. Saj ima vas, se je oglasil Serafinček. Zakaj bi moral imeti nekoga drugega, ki bi mu pomagal pri delu v župniji? In današnja naloga, ob oltarčku zmoli sveti angel za vašo župnijo in razmisli, kako ti sodeluješ v župniji. Pa še zmolimo molitev. Tebe ljubim, stvarnik moj, ki si ohranil me nocoj, tebi delo posvetim, dušo in telo izročim.
O Marija, vodi me po nedolžni poti in ob smrti pridi mi z Jezusom naproti. Sveta Marija, prosi za nas. Devica najmodrejša, prosi za nas. Devica častitljiva, prosi za nas. Devica hvale vredna, prosi za nas. Devica mogočna, prosi za nas. Devica verna, prosi za nas. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.